Sva Neža in Peter, sva mlada zakonca od letošnje pomladi in res sva imela eno tako veliko milost, da sva lahko najino poroko izpeljala tako, kot sva si želela, še v času teh ukrepov za koronavirus. Mislim, ja, ok. Tako, kot sva si želela. Prenašala sva poroko prek Facebooka, pač bila je rešitev, kakršno sva lahko takrat dobila. Ampak glede na to, da nama poroka od poroke največ ne pomeni ohcet ali pa pač podpis papirja pa to, ampak nama veliko bolj je pomenilo to življenje, ko sva dobila potem s poroko priložnost, da ga malo prerodiva. Ker konec koncev iz Petra pa Neže sva bila s poroko na lastno željo prisiljena ratati eno. Tako da sva dobila možnost, da gradiva na tem, na vseh raznih sporih, prijetnih trenutkih, dogodivščinah, ki sva jih do zdaj imela, predvsem zato, da najdeva najino skupno pot in da lahko to skupno pot živiva. In da bi to res lahko živela, je ful prilagajanje, ker en od naj, ker ta drug je hujš karakter. In ko se lotva kaj delati, imava vsak svoj način. In ja, kar zabavanje pol, ko te načine primerjava, da najdeva potem način, ki ni ne moj, pa ni ne njen, ampak je najin. In pravijo, da stari zakonci so si zelo podobni. In to je lih zaradi tega, ker vsak pride s nekimi svojimi vogali v odnos in v bistvu se tekom zakona se potem te vogali brusijo. To so te vogali, naj bi bili tiste stvari, ki nas en pred drugim motijo. In to se potem brusi in potem v bistvu postaneš kot ena sestavljanka. On dopolnjuje mene v enih stvarih, jaz dopolnjujem njega v drugih stvarih. In tako postajava eno. To, kar bi rad pač Jezus od nas. Ja, saj lih on nam je tak zgled, ker prek te ljubezni, ki jo on nam izkazal na križu, koliko smo mi njemu vredni, tudi mi dva črpava potem, kako lahko drugemu odpuščati, pa pač se potruditi za drugega. Poleg tega pa v vseh onih najnih kotičkih, ki se začneva enkrat brusati, kakor je Neža rekla, nujno potrebujeva pomoč Svetega Duha, da potem na koncu ven prideva zmagovito z rešitvijo, ki pač krepi potem najin zakon in ga ne razdira.